Lep večer, dragi prijatelji. Šumenje v ušesih, če vas moti ali če vas več ne moti, ampak ste se navadili, pa se ga vseeno želite znebiti ali pa ste začeli slabše slišati, ali mislite, da se vam bo to zgodilo v prihodnosti, želite preventivo. Tukaj, prosim. Danes vam bom pokazal učinkovite metode, ki sem jih sam uporabljal v svoji praksi in ki so dajale rezultate. Torej, da bi razumeli, kako odpraviti šumenje, moramo najprej razumeti, na kaj moramo vplivati. Vzroki za šumenje so različni, vendar bomo danes govorili o najpogostejših, na katere lahko uspešno vplivamo. Tukaj, na tej izjemno realistični fotografiji, vidite ilustracijo človeškega ušesa in žil, ki oskrbujejo strukturo našega slušnega aparata. Notranjega, zunanjega, tistega, ki zaznava in predvaja zvok. Prijazno sem vam prikazal ne samo zunanje uho, našo slušno školjko, kot se imenuje. Slušna, ta školjka, kaj ne? Ušesna. Ampak tudi tukaj poglejte, kaj imamo, kako zanimivo poteka prekrvavitev našega ušesa. Ena glavnih razlogov je namreč motnja prekrvavitve našega ušesa. Ne zunanjega, ampak tistega, kar je znotraj. Ker imamo zunanje uho, srednje uho in notranje uho. Imamo aparat za prevajanje zvoka in aparat za zaznavanje zvoka. In težave, ki jih imamo s sluhom, so zelo pogosto povezane z motnjami pri prenosu živčnega impulza po našem slušnem živcu. Pri tem sodelujejo tudi žile. Tukaj so vam že znane vretenčni arteriji, sta dve, desna in leva, ki se v lobanski votlini združita v bazilarno arterijo. Iz te arterije izhaja malomožganska arterija. Vendar ne gre zgolj za malomožgansko arterijo, temveč za sprednjo, spodnjo malomožgansko arterijo. In iz nje kot pri rekah vidite Volga, mati rek. In od nje naprej, na primer že kakšna manjša reka, kakšen mali Civili ali Sura. Tako je z njimi, tudi tukaj je podobna situacija. Sprednja, spodnja cerebelarna arterija je pri nas izhajala iz bazilarne arterije, ki se je oblikovala v lobanski votlini ob združitvi skupnih hrbteničnih arterij. In prav od te sprednje, spodnje cerebelarne arterije pri nas odhaja labirintna arterija. Labirintna, tako se imenuje. Ki se nato razdeli na vejice. Te pa oskrbujejo s krvjo celotno strukturo našega aparata za zaznavanje zvoka. Ono oskrbuje s krvjo, tam so vejice, to so veje, same arterije, ki oskrbujejo z krvjo naš organ za ravnotežje, polkrožne kanale, ki oskrbujejo slušni živec in polžka. Tudi ta organ pri nas sodeluje predvsem v tem, da zvok pride sem, nato pa pride do možganov in vi razumete, kaj ste slišali. Pokličejo vas jest, pa ne slišite, ali pa je prišla SMS-ka, so vam nakazali plačo ali pokojnino, pa niste slišali, ali pa obratno, so vam odtegnili varnostna služba, ja, Sberbanka. Kliče vas centralna banka. Na varen račun ne smete nakazovati denarja. To si zapomnite, prevaranti, ne nasedajte. Torej, kaj imamo? S krvjo oskrbuje pri nas ves ta aparat. Slušni živec, polž, labirintna arterija. In kakšne težave se lahko tukaj pojavijo? Prva stvar so turbulentni vrtinci na poti pretoka krvi. V tem primeru, to je seveda ateroskleroza. Pri aterosklerozi vam ne morem nič pomagati, vendar pa obstajajo tudi mehanske težave, ko je naša vretenčna arterija stisnjena, ali pa, ko pride do venskega zastoja. In zaradi prekrvavitve prav tako pride do motenj venskega odtoka v vseh teh strukturah. Zdaj, kako lahko ugotovimo, ali lahko vplivamo na sluh, na šumenje in izboljšamo sluh? In kako uspešni bomo pri tem?
Prvič, pozitiven znak za vas je, da se ta šum lahko odstrani. Ta šum se spreminja najprej glede na položaj glave. Naprimer, obrnili ste glavo, naredite tak test, poskusite. Odložite žlico, vilico, skodelico in zdaj naredite tak test. Obrnili ste glavo v eno smer, poglejte, ali se je šum okrepil ali zmanjšal. Obrnili ste v drugo smer, se kaj spreminja ali ne. Nagnili ste glavo naprej, nazaj. In če se vam šum spreminja zaradi položaja glave, to je dober znak, pomeni, da ga lahko odstranimo. Celoten sklop vaj diagnostike in obnove vašega telesa, vaših mišic, je zdaj posebej za vas na voljo po povezavi, tukaj v opisu. Kaj je vključeno? Vključene so vse vaje, od najdaljše konice vaših las do vaših rožnatih pet. Vse vaje so razložene postopoma, za vse mišice, kako trenirati mišice, kako ugotoviti, katere delujejo in katere ne. Spreminjanje gibalnega vzorca, kako se naučiti pravilno hoditi, stati, ležati, sedeti. Vse vaje so podrobno razložene. 3 leta so jih zbirali in zdaj so končno pripravljene, da tudi vi končno vstanete s kavča in jih začnete izvajati. Čakajo vas sveže pripravljene na povezavi v opisu. Zdaj drugo. Odprite usta, zaprite usta, nato pa obratno, čim bolj stisnite zobe. In prav tako ponovite. Poglejte, ali se spreminja ali ne. Enako poskusite z različnimi kombinacijami. Odprite usta, zaprite jih, obrnite glavo. Poskusite tudi stisniti in sprostiti zobe. Če pride do sprememb, je vse zelo dobro. To pomeni, da se bo vaš šum zmanjšal. Sam šum je lahko več vrst. Dveh vrst. To je visokofrekvenčni in nizkofrekvenčni. Visoke frekvence so, kot da komar piska, nizke frekvence pa so, kot da šumi reka Volga. Ali pa veter, ko tako po polju premika klasje rži in pšenice. To je nizkofrekvenčni šum. Oba, z obema se je treba boriti, ampak ta nizkofrekvenčni šum se lažje zdravi, ker je praviloma povezan prav s turbulenco toka. In ko to obnovimo, hitreje mine. Če pa gre za nizkofrekvenčni šum, to pomeni, da je težava že nekoliko v slušnem aparatu, v slušnem živcu, ampak nič hudega, tudi to se da izboljšati. Torej, prijatelji, še en tak test, da ugotovimo, ali je povezan z motnjo dotoka krvi ali odtoka. Kaj naredite? Svojo glavo nagnite navzdol in opazujte, kako se bo šum obnašal. Se bo okrepil ali zmanjšal? Če se okrepi, to pomeni, da je prisotna motnja venskega odtoka. Če se zmanjša, je to dotok, če pa se nič ne spremeni, kaj pa naj naredimo? Torej, prijatelji, vidim, da ste se zagledali v to uho. Narisano je odlično, s tem se strinjam. A vendar, nehajte občudovati sliko, prejdimo že k vajam. Torej, kaj je sploh prinašalo rezultate? Govorim vam samo iz svojih izkušenj, samo to, kar deluje v praksi. Prva stvar je vpliv na mišice vratu. Na katere točno? Predvsem na stopalensko mišico. Zdi se, da ni neposredne povezave. Kje se nahaja naša vretenčna arterija? V hrbteničnem kanalu, tukaj nekje. In kje so stopalenske mišice? Neposredno se ne stikajo. Ampak ravno pri vplivu na stopalensko mišico je bilo zelo pogosto tako, da je šum izginil prav zaradi nje. To nisem opazil samo jaz, tudi iz izkušenj drugih strokovnjakov je tak rezultat. Kako pa vplivati na njo? Stopalenska mišica se nahaja, če jo boste sami iskali, za sternokleidomastoidno mišico. Je precej čvrsta in boleča. Najprej se morate naučiti, kako jo masirati z rokami. In tam ni samo ena mišica. Tam sta še 2 stopalenski mišici. Imajo svojo posebno atmosfero. Med njimi poteka še žilno-živčni snop. Tukaj so sprednja stopalenska mišica, srednja in zadnja. In potrebujete sprednjo in srednjo.
Ko boste masirali, boste zadeli vse, tako sprednjo kot srednjo. Torej, vaša naloga je, da malo obrnete glavo in najdete zadnji rob sternokleidomastoidne mišice. Poiščite čvrst, napet predel, to bo stopalenska mišica. Torej, celoten ta del obdelate, preprosto masirate. Najprej ste ga tako premasirali. In potem navzdol tukaj naredite gibanje od zgoraj navzdol. Tako obdelujete fascijo te mišice. In potem obratno. Tudi na drugi strani je, ne samo na eni. In potem lahko tudi od spodaj navzgor. To je v različnih položajih. Torej, lahko malo naprej, malo nazaj. S tem ponovno vzpostavljate gibljivost fascije. Tako lahko naredite z drugo roko. Torej, celoten ta boleč del obdelate. Opazite potem, presenečeni boste, da se je glava iz tega položaja premaknila v bolj pokončen položaj. To je zato, ker so se mišice sprostile, lažje je držati glavo na ramenih, gledati naprej in ne navzdol. V prihodnost je treba gledati ne v tla. To je naša lestvena mišica. Zdaj pa naprej. Torej poskusite, pri nekaterih izmed vas se je, opazite, šum že spremenil. V komentarjih napišite, za koliko decibelov, natančno številko, se je pri vas spremenil, potem ko ste izvedli ta postopek. Mimogrede, šum, najbolj zanimivo, kaj ne? Kaj je to sploh? Kaj vam tam povzroča šum? Tukaj sta dve možnosti. Prva, kot se spomnite, smo pravkar rekli, je vrtinčenje, turbulenten tok krvi. Ko se vam nekje stisne arterija, tukaj je enkrat stisnjena od zunaj, ekstravazalna kompresija. Ali pa na primer znotraj je aterosklerotična obloga in tok krvi ne teče več laminarno, ne gladko, ampak turbulentno. Tukaj nastajajo neke vrtince, kaj ne? In ta šum kot da se prenaša, vi ga slišite. Celo v glavi je, kot da bi bil še močnejši. Drugo pa je popačenje zvoka ali izguba sluha določenih frekvenc. Recimo, odločili ste se poslušati radio, vaš najljubši radio. Kateri radio poslušate? Radio Dača, na primer, ali ko peljete sadike na vikend? Ja, na vikend. Ali pa recimo Radio Energy, ko zjutraj telovadite. Jutranjo seveda, ko se zbudite. In recimo iščete na svojem sprejemniku, radijskem sprejemniku in ne najdete, šum je na tisti frekvenci, kjer je bila prej vaša najljubša oddaja Dobro jutro. Zdaj tam šum. To je isto. Torej, določene frekvence zvoka, herci, megaherci, kakor se imenujejo, kilovati, to ni nepomembno. Torej, 93,5 FM, recimo. Prav? Prej ste dobro sprejemali to frekvenco z vašim slušnim sistemom, zdaj pa je zginila in namesto nje boste slišali šum. Torej, namesto jasnih zvokov glasbe vašega najljubšega pevca, recimo Mozarta, boste slišali samo šum. Ko pa se prevajanje po živcu obnovi, bo vaša violina spet zapela, spet boste plesali zjutraj, delali boste jutranjo gimnastiko. Malo smo se zašli v teorijo, zdaj pa se vrnimo k praksi. Kaj imamo naprej? To je bila naša stotničasta mišica. Zdaj pa žvečilne mišice prav tako igrajo veliko vlogo. Temporomandibularni sklep. Ta je pri nas oblikovan ne samo z mandibulo, ampak tudi s senčnico. In prav v notranjosti senčnice se vse to nahaja. In slušni živci, in polži, in polkrožni kanali. In sama labirintna arterija, vse je tam. In zato tudi temporomandibularni sklep včasih vpliva na šumenje. Kaj storiti glede tega? Senčna in žvečilna mišica. Tukaj imamo žvečilno mišico. Tudi vaša naloga je, da najprej poiščete boleča mesta na tej mišici in jih obdelate. Tukaj imamo ličnični lok, senčnice, tukaj imamo senčnico, tukaj imamo ličnico. In prav tukaj, pod njo, tukaj, vso to mišico masirate, najprej natančno poiščete boleča mesta in potem jo lahko obdelate pod različnimi koti, malo sem tako, malo naprej, nazaj. Torej, kot da pritisnete na mišico in potegnete navzdol, tako nekako. Jo zgladite.
Na ta način obdelujete fascije. Tudi med vlakni mišice, tudi prečno-mišična vlakna. Vsa ta mesta lahko prav tako obdelujete s krožnimi gibi. To ni prepovedano. Vse to obdelujete. Enako naredite tudi s senčno mišico. Tukaj je. To je senčna mišica, ki prav tako spada med žvečilne mišice. Prav tako sodeluje pri gibanju temporomandibularnega sklepa. Tudi njo obdelujete na enak način. Za lažje delo jo razdelite na 3 dele. Zadnji, srednji in sprednji. Vsakega izmed njih obdelajte točkovno. Zdaj gibi, na primer po takih vlaknih, od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor, sem. Torej, da se vam tkiva lažje premikajo. Vse to vam bo zagotovilo zmanjšanje napetosti fascij. Ko je fascija napeta, se ustvarjajo pogoji za stiskanje predvsem venskih in limfnih žil. S tem boste omogočili obnovo vsega tega. Torej, vpliv na senčno mišico, vpliv na žvečilno mišico. Vse to izvajamo, obdelujemo. Kdor mu pomaga, naj to napiše v komentarjih. Ne pozabite, ne pustite se zmesti, če začnete bolje slišati. Rezultate zapišite v komentarjih. In tretje, poglejte, tudi to je že zanimivo. Samo sluhovod zelo pogosto izgubi svojo gibljivost. In moramo povrniti to gibljivost. Torej, neposredno ne moremo vplivati na notranje strukture ušesa. Lahko pa na nje vplivamo posredno. Zato primete samo uho tako in ga povlečete v stran. In vaša naloga je, da ta zunanji sluhovod malo povlečete naprej, sem. Torej, morate mu povrniti gibljivost, da se premika v vse smeri. Torej, povlečete se za uho, povlečete za srednji del, sprostite. Povlečete, sprostite. Povlečete za mečico ušesa, sprostite. V stran vlečemo tako. Tako, ušesa se zaradi tega ne povečajo. Mislim, tako. Zdaj potegnite tudi za zgornji del. Zdaj pogledajte, to je preprosto gibanje, ne bo vam povzročalo nobenih težav. Tukaj ni vprašanj, jasno je, kako vleči. Zdaj pa nekaj težjega. Torej, ta del ušesa je tukaj, tik nad mečico. To je hrustančasti del, tukaj je. Zgoraj tudi, primite, da vam bo udobno. In zdaj je vaša naloga, da premikate ta del. Gor in dol. Gor, dol. Ko se pogovarjamo ali žvečimo, mora biti ta del ušesa gibljiv, premikati se. Zaradi tega nastane dobra prekrvavitev. Ampak včasih se zgodi, da se gibljivost izgubi. Vidite, kako je treba premikati uho. Tako, gor in dol premikate. Torej, ta slušni kanal. Zdaj pa pogledajte. Primite na primer za mečico ušesa, kakorkoli vam ustreza, ali pa za srednji del ušesa in hkrati premikajte gor in dol. Torej, kot da premikate ta svoj notranji del. Vidite? Ne? No, vidi se. Tukaj ta del ste premikali gor, dol. In na ta način spravite v gibanje vse te strukture. Notranje uho, ki zelo pogosto izgubi gibljivost, vse se tam tudi nekako tako otrdi, fibrozira se, prekrvavitev se zmanjša, nastane oteklina. Torej, prijatelji, no zdaj že bolje zaznavamo zvok, kaj ne? Že ne več samo po ustnicah. Tako ste prej gledali, kaj govorim. Zdaj že sproščeno, z veseljem. Malo na eno uho, malo na drugo. Nastavljate uho, kaj ne? Poslušate me prek zvočnikov. Torej, kaj morate zdaj narediti? Te vaje, pazljivo. In ukvarjajte se s športom. Pomagajte staršem. Do naslednjih oddaj, pustite všeček, dodajte komentarje.